V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen. Spoštovani katoličani, torej deklica se je rodila 19. julija, takrat se je tudi moj oče rodil, ampak majčkeno kasneje. 19. julija anno domini 1835, moj oče pa 98 let za njo. Rodila se je v župniji Gora v vasici Janeži in dali so ji ime Marija Magdalena, to je bilo njeno krstno ime. Danes jo poznamo kot božja Marija Magdalena Gornik. In na današnji dan, vidite, na današnji dan, pred koliko leti? Vedno sem si napisal, zdaj pa tule, pred 129 leti je bila rojena z nebesa, na današnji dan. Magdalena Gornik, verjetno ste jo poznali. Jaz sem bil župnik v Dragi in kadarkoli sem šel v Ljubljano iz svoje župnije, sem šel mimo Gore. Mimo Gore dol, mimo Gore nazaj gor in kadarkoli, včasih sem tudi nadomeščal enega župnika, ki je imel Goro pod svojo župnijo, to je bil, se pravi, Loški Potok, in sem včasih tudi maševal na gori, ker sem ga nadomeščal. Pa sem še vedno po vsaki maši sem šel na njen grob tam zadaj za cerkvijo, pa sem se ji šel priporočat. Magdalena Gornik, zanimivo, mogoče mi je ravno ona izprosila milost, da sem postal tradicionalni katoličan. Ona je bila tradicionalna katoličanka. Ja, vidite, in že, ko je šla k prvemu obhajilu v cerkvici Marije Snežnik, ki je gor na gori, vidno ste že bili vsi gor, je bila pri 12 letih, so takrat še šli v obhajilo, vidite, je Bog prvič spregovoril pri obhajilu, komaj je prišla do svoje klopi nazaj od obhajila. To je bila tridentinska maša, tridentinsko obhajilo, kleče na jezik. In potem, ko je bila stara 13 let, je nehala jesti in je 47 let živela brez zemeljske hrane. 47 let. Pokažite mi eno vero na tem svetu, ki se lahko ponaša s takšnim svetnikom. Na isti ravni, kot je bila Tereza, božja Terezija iz Konensreuta v Nemčiji, če poznate, ona je bila tudi stigmatistka, mistik, vidite, imela je rane, tako kot naša Magdalena Gornik. Ravno tako. In ona je imela rane, dobila je rane na rokah, na nogah, na srcu, na na srcu. In bila je velik mistik, vidite, naša slovenska svetnica Marija se je prikazovala, Jezus, angeli, svetniki. Imela je polnoviden, lebdela je v zraku. Vsak petek je trpela Jezusovo trpljenje, vidite. In tukaj je originalna fotografija, ne, pravzaprav fotokopija, originalne fotografije, kako trpi krvavenje iz Jezusove trnove krone na glavi. Vidite, takole je bila, jaz sem originalno fotografijo imel v rokah, ko sem bil župnik, ker mi je župnik mi je zaupal tisto fotografijo, zdaj imajo v Ljubljani, kajti začel se je pred nekaj leti uradni postopek za njeno beatifikacijo, kanonizacijo. Ja, in zato ima tudi naslov, ima naziv Božja služabnica. Jaz osebno ne verjamem, da jo bodo modernisti kanonizirali, ker ni bila ekumenska, ne, ona je bila katoličanka, imela tridentinsko mašo, imela tridentinsko vero, vidite. In vsa njena razodetja, ki jih je prejela od Boga, vse govori o tem, da moramo delati pokoro na tem svetu, da moramo moliti, da moramo živeti po Božjih zapovedih, ker drugače bo Bog svet kaznoval. Ona je bila tudi prerokinja, govorila jezike hebrejsko, latinsko, grško, kar se nikoli v življenju ni učila. Ja, poleg tega nič ni jedla. Pač pa so prišli včasih živela je samo od hostije, včasih so jo obhajali tudi Jezus,
obhajali s kakšni svetniki ali pa angeli so jo tudi obhajali. In prejemala je od časa do časa ali menda vsak dan neko zrnce, nebeško zrnce na jezik, od katerega je živela. To je bila pa nebeška hrana, to ni bila naravna hrana. Vidite, to so takšni nadnaravni dogodki, ki so izpričani, dokazani. Zato sem rekel, nobena vera na tem svetu se ne more ponašati z nekim takim človekom, takim svetnikom, tudi pravzaprav nobenim svetnikom, ki ga mi imamo katoličani, vidite, ker pač Bog je samo eno vero ustvaril, samo v eni veri, vidite, take svetnike obuja. Potem je napovedala je seveda tudi prvo svetovno vojno, cel kup stvari je napovedala, kar se je vse v resnici zgodilo. Ja, in potem je bila tudi seveda ker je bila pač božja svetnica, so jo seveda tudi preganjali in obrekovali, kar je seveda tipično znamenje vseh, ki hoče živeti, kot pravi Sveto pismo, kdorkoli hoče živeti na tem svetu, živeti pobožno, bo preganjan. Ne more biti drugače. Ona je bila živa svetnica. Lebdela v zraku, nič ni jedla. Samo dobro jela, molila od jutra do večera. Ampak hudobni jeziki, hudičevi jeziki niso mogli videti nič dobrega na njej, vidite, so obrekovali, lagali o njej, vse moč o njej govorili. In tako da je sama potem rekla frančiškanskemu bratu Tobiju, verniku, 1851 Anno Domini je rekla, pravi: jaz dobro vem, da imam dosti nasprotnikov. Bogu bodi zahvala, da sem zavoljo njega zaničevala. Tudi jaz tako pravim. Tudi meni govorijo, karkoli ne more vsega slava, vse sem samo človek, ne za nekatere ljudi. Tudi po raznih medijih, jaz rečem, Bogu hvala, to je najboljše znamenje, da sem na pravi poti, da sem na poti v nebesa. Če bi vsi ljudje o meni dobro govorili, govorijo meni, takrat sem krivi prerok, lažni prerok. Tako pa, ko imam toliko takih, ki o meni samo grdo govorijo, sem rečem, hvala Bogu in Mariji. Čim več ne govorijo, jaz jih ne prosim, pa ne plačam za to, ker to je oni bodo pač odgovarjali za to, ampak za mene je pa to seveda, za mene so pa to same zasluge za nebesa. Več slave v nebi si bom imel, bolj bodo govorili o meni govori. Pravi Magdalena, pravi, res je, da nas Bog obiskuje z mnogim trpljenjem. Pa zahvalimo ga lepo, da nas tukaj obišče, in prosimo ga, da bi nas tukaj po svojem dopadenju sčistil, na onem svetu pa nam dobrotljivo prizanesel. No, tako je čudovito je povedala. Čudovito prizanesel. Na gori, da imajo tam, ko se je Marija prvič prikazala, imajo tak lep križ na istem polju. Pokovana je sicer skupaj z drugimi sorodniki, tako da ne vejo za njene relikvije, kolikor vem, jih še niso identificirali. Se pravi, ne vejo, katere so njene relikvije, pač pa tam na tistem mestu je pač pokopana. Zdaj je v postopku za kanonizacijo. Vidite, umrla je 23. februarja Anno Domini 1896. Kot sem rekel, se pravi, to je pred 129 leti. Priporočajmo se ji, imamo kakšno spodobico od nje, sicer izdali so uradno podobico s tisto molitvijo za njeno kanonizacijo, beatifikacijo. Ampak neka vodiška Johanca, neka lažna vitkinja, je pač tudi prispevala k temu, da se je postopek za kanonizacijo za njo, za Magdaleno Gornik, zelo pozno začel. Vidite, ampak na isti dan, ko je ona umrla, 23. februarja, je bila rojena neka druga božja služabnica, ki pa je ime, da jo imam, tale božja služabnica, ki pa je ime Stanislava, božja služabnica Stanislava Leščinska. Ona je bila pa doma na Poljskem, Stanislava Leščinska, in je bila rojena 8. maja 1896, se pravi istega leta, ko je Magdalena Gornik šla v nebesa, se je ona rodila. Kaka 2 meseca po njeni smrti se je ona rodila na Poljskem, v mestu Lodž, to je bil ruski del Poljske takrat. Ja, in je postala, ko je bila stara kakih 20 let, se je poročila, potem je imela 3 sinove pa eno hčerko, potem se je začela pa 2. svetovna vojna,
1. septembra anno domini 1939. Hitler je zavzel zahodni del Poljske, Rusija vzhodni del Poljske čez nekaj tednov. In ta družina Stanislave Leščinske je živela v judovskem getu, oni so bili Poljaki, v judovskem getu je živela. In seveda so potem, ko je Hitler začel Jude preganjati pa jih moriti pa v taborišča voziti, seveda je ta Stanislava Leščinska skupaj s svojim možem Judom pomagala. V svoji hiši jih imela tudi družine skozi zastonj, in tako, da jih je varovala, in potem so jim hrano priskrbeli, ko so jih pač preganjali, pa lažne dokumente, da so lahko bežali in tako naprej. Ampak 43. leta so nacisti to zvohali, ugotovili in so zaprli Stanislavo Leščinsko pa njeno hčerko, kako je že bilo ime, so zaprli v Dachau-Birkenau, se pravi taborišče, nacistično taborišče. Ja, in njena dva sinova so zaprli pa v neki drug, so zaprli pa Mauthausen-Gusen kot vojaško taborišče. Mož je pa sicer bil še na svobodi, ampak potem je pa 44. leta, ko je bila tista varšavska ustava, ko so se Poljaki uprli nacistom, je bil pa umorjen v tisti ustavi. No, potem je pa Stanislava, ko je prišla v taborišče, Dachau-Birkenau, ona je dokončala šolo za babico, se pravi za porodničarko v Varšavi. In ko je prišla v taborišče, je videla, da je veliko žena v taborišču, bilo jih je pa na tisoče, da je veliko žena je bilo nosečih, ko so jih v taborišče pripeljali. In je potem pokazala enemu od stražarjev, pokazala dokument, da ima šolo za babico, za porodničarko, in je rekla, da bi rada pomagala porodnicam pri porodih. In seveda s tem, ko je to naredila, je tvegala svoje življenje, lahko bi jo v trenutku umorili, ustrelili, ampak ona je vedela, ona je hotela pač pomagati. In potem, hvala bogu, da je zdrava pamet premagala in so jo potrdili kot porodničarko v taborišču. In potem je reševala te uboge žene, ki so rojevale. V teh taboriščih je vladala lakota, vse žene so bile podhranjene in tako naprej. Vladala je grozna nesnaga, podgane so tam letale okrog pa grizle tiste taboriščnike pa jih žrle žive pri živih telesih, ko so nič mogli pomagati, ko so bili pač podhranjeni, izčrpani. Tako naprej, potem množično so jih vse tiste, ki so bili bolni, so jih vse sežigali v krematorijih oziroma morili jih v plinskih celicah, uplinjali, morili in tako naprej. Mnogi so umirali od tifusa. Tifus je predvsem vladal v taboriščih in tako naprej. Ja, in potem ona je pa pomagala in je bila pri porodih kakšnih 3000 otrok v taborišču, si lahko mislite. Bila je pa taborišče od 43. leta pa do osvoboditve, se pravi več kot 2 leti, do 45. leta. Ja, in v tem istem taborišču je bil tudi Mengele, če veste, kdo je to je tisti zdravnik, nacistični zdravnik, ki dela poskuse na taboriščnikih. In ta Mengele seveda je, ti nacisti so kazali, da je treba takoj od začetka vojne, ko so taborišče imeli, so morali vsakega otroka, ki se je rodil v taborišču, v trenutku, takoj po rojstvu utopiti v vodi, da so ga umorili. Vsakega od 43. leta naprej pa samo judovske otroke. In seveda, ko je ona bila porodničarka, so do nje ukazali, da mora utapljati otroke takoj po rojstvu, ona je rekla ne. In so jo pretepli, je rekla ne, pa še enkrat pretepli, je rekla ne, nobenega otroka se ne sme umoriti. Pa ta Mengele je kričal na njo, ukaz je ukaz, vidite, on bi jo lahko v trenutku poslal v celico, v trenutku bi jo lahko dal umoriti, pa se je ni upal, vidite, Bog ni dopustil. Ona je ves čas, ko je otrokom pomagala po celem svetu, je za njih molila in je potem vsako mamo vprašala, ker je vedela, da bo otrok lahko vsak trenutek umre, ker so take razmere, je rekla, če lahko otroka krsti, vsakega otroka je krstila, seveda z dovoljenjem matere, vsakega, naj bi bil katoličan ali pa judovski, kakorkoli veri, vsakega je krstila.
In potem seveda, če otrok tiste otroke, ki so imeli svetle modre oči pa svetle lase, tiste otroke so vzeli materam pa jih dali kakšnim nacističnim družinam, da so jih vzgojili v nacistični ideologiji, lažeh. Ja, veliko otrok seveda je umrlo takoj po rojstvu, ker so imeli podhranjene, veliko se jih je pa rešilo. No, potem kakih tisoč jih je tako umrlo po rojstvu. Nekaj so jih tiste z modrimi očmi pa svetlimi lasmi so jih vzeli pa dali nacističnim družinam. Tako da je od 3000 otrok, tistih pač, ki so jih vzeli, ne vemo, pač pa od tistih 1000 jih je 30 preživelo svobodo, jih je ostalo živih. Ja, in potem pravi Mengele pravi, se pravi tudi njo je hotel, tudi njej je dal neko injekcijo Mengele, se pravi, Stanislavi, tudi na njeni hčerki je dal nekaj poskusov in dvakrat so hoteli v krematorij njeno hčerko dati, ona je pa obakrat jo je spravila ven iz te vrste, je rekla ne, ampak ker so oni potrebovali porodničarko, se njene hčerke niso umorile, drugače bi pa dvakrat so jo že hoteli umoriti, pa je dosegla, da je niso. Tako da na koncu potem je še zadnjega otroka je rojevala, je pomagala rojevati, ko so že barake gorele, ko so Nemci že bežali, ko so prihajali zavezniki. In potem je ostala še en teden, je še ostala v taborišču, da je pomagala še bolnikom, vsem tistim, ki so bili ranjeni in tako naprej. No, potem je pa svojo hčerko odšla iz taborišča, kam je šla najprej? V cerkev. V cerkev k tridentski maši, svetemu obhajilu, ki ga je mogla več kot 2 leti ga ni mogla prejemati, k spovedi. Vidite, to je katoličan. Vidite, to je dobra zemlja, ki obrodi dobre sadove. Naša Magdalena, vidite, je bila dobra zemlja, govori, kako Bog seje Božjo besedo, pa pade nek palme trne, pa odput in naprej, pa ne obrodi sadu. Pravi, pa če pade po dobro zemljo, pa v potrpljenju, pravi, potrpljenju, dobrem velitem srcu, obrodi stotiren sad. Vidite, taka dobra zemlja moramo mi biti. Sami katoličani, vidite, in seveda Božjo, jaz rekel, sveti Tereziji Avlijski pravi, vse težave, pravi, človeštva, ljudi na tem svetu prihajajo od tod, pravi, ker ljudje nočejo razumeti svetega pisma, preprosto in resnično, kakor je napisano. Vidite, da je Bog naš stvarni rešenik, ne treba živeti po Božjih zapovedih. Vidite, to so resnice, ki jih ne Bog v Svetem pismu razodeva. In potem pravi ta Božja služabnica Stanislava Leščinska, pravi, po vojni se je srečala z vsemi nekaj otroki, ki so bili potem seveda že odrasli, se je nekaj z njimi srečala, ki jim je ona pomagala, da so prišli na svet, vidite, in da so ostali živi. In ko je ostali živi. Vidite, ona je tako za njih molila ves čas, ko so se rojevali, molila in jih potem krščevala. In ko je neki zdravnik zahteval od nje poročilo, koliko tistih otrok, ki jim je pomagala na svet, je umrlo zaradi nehigiene in tako naprej, niti eden. Pravi, pa to ni mogoče, pravi, vsaj v univerzitetni bolnišnici, pravi, v Nemčiji, pravi, nimamo take dobre rezultate. Ona je pa v taborišču tam, je zanje molila. In potem pravi, da je videla v njegovih očeh sovraštvo do nje, zato ker je pač bila tako dobra babica, vidite, sovraštvo, ne bi bil hvaležen, sovraštvo je bilo. Da se sreča z nekaterimi temi otroki, ki mi je pomagala, vidite, da so se rodili, da so živi, ostali, pravi, in da to je bila to je bila najsrečnejši dan v njenem življenju, tako je rekla. Potem ona je preživela, vidite, mož je bil umorjen 64 let, oba njena sinova sta preživela taborišče, njena hčerka pa ona, in so se potem srečali, so se poročili. Oba njena sinova, mislim, da sta postala, oziroma hčerka pa en sin sta postala zdravnika. En sin je postal muzikolog. Ja, in bila je pokopana v habitu tretjega frančiškanskega tretjega reda. Bila je tretjerinca frančiškanskega reda. No, tule so neki otroci preživeli v taborišču, vidite, za temi mrežami. No, in to je to, vhod v to taborišče, ali sem to prav slikal? Ja, vhod v to taborišče Birkenau, Auschwitz-Birkenau, no, to je pa njena fotografija, ko je bila še mlada, to potem, ko je bila že po taborišču. Tudi potem, ko je prišla na svobodo, je še opravljala službo
porodničarki nekaj časa, potem je bila pa v pokoju. Ampak pravijo, ko je prišla, pravi, da je bila, pravi, ni bila, ko je prišla iz taborišča, seveda ni bila več enaka, kot je šla v taborišče. In pravi, da je bila zelo, zelo, ni se več tako veliko smejala in tako naprej. Bila je bolj resna, vidite, vsak dan hodila k maši, vsak dan molila rožni venec, sprejemala obhajilo. In pravi, da je bila zelo, zelo natančna pri hrani, da nikoli ni pustila, da bi kakšno hrano proč vrgli, ker je videla, kaj je lakota iz svojih lastnih izkušenj. Vidite, to je življenje najboljša pridiga. No, vidite, in tako molimo in prosimo Magdaleno Gornik, da bi tudi mi bili dobra zemlja, da bi Božja beseda našla dobro zemljo v naših srcih, da bomo obrodili tudi mi stoterjen sad za večno življenje. V potrpljenju, seveda, kot je rekel sveti Alojzij Škrabot, potrpljenje, potrpežljivost vse doseže, Bog se ne spreminja, kdor se Boga drži, vidite, mu nič ne manjka, samo Bog zadostuje. In to dokazuje seveda tudi ti svetniki, o katerih sem danes govoril. Magdalena Gornik, vidite, ki je živela od hostije 47 let. Naj prosi za nas, da bomo tudi mi nekoč v nebesih z njo imeli Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.